V bistvu moja kulinarična pot se je začela s tem, ko sem se vpisal na gostinsko turistično šolo in tukaj sem spoznal te svoje kolege, s katerimi pač ustvarjamo. V bistvu tukaj je nekako ta zgodba s kulinariko prišla skupaj. V gostinsko šolo sem se pa vpisal zaradi tega, ker v bistvu jaz sem prej hodil na ekonomsko gimnazijo, ampak zaradi športa mi nekako ni skendla z dobrimi ocenami, tako sem se prepisal na gostinsko in je pač tako prišlo. Že od nekdaj sem rad kuhal, pa tudi mami mi zmeraj dala kakšne nasvete, kako se kaj kuha, kako se kaj pripravlja, tako da ja, od zmeraj mi kuhna nekaj pomeni. Šport in kuharija sta se ful podobna glede tega, da moraš ti delati s srcem. Če ti kuhaš s srcem, je nekaj ful dolgo, če ti treniraš s srcem, je isto ful nekaj dolgo. Tako da srce je tista glavna ključ, ko se ti dve šport in kuhna skupaj srečata. Ja, v bistvu ja, pač Masterchef je bil že od nekdaj pač so bile moje sanje. Ko sem bil že mulc, sem gledal Masterchef pa sem si rekel, wow, kako so zakona. Pa kaj pa če bi jaz bil enkrat tam in zdaj, ko sem dejansko kle, res živim svoje sanje. Mene so prijavili sošolci in je prišlo že do tiste meje, da jaz ne bom šel, ampak nekako sem si rekel, lej, kaj imaš pa za zgubiti, neki izziv je pred tabo pejt, uživaj in to je to. Razlika med Masterchef kuhinjo in pa doma je razlika kot dan pa noč. Pač v Masterchefu si stalno pod nekim časovnim pritiskom in moraš nekaj na hitro delati. Doma si pa bolj umirjen in pač si vzameš bolj v easy vse skupaj, bolj si sproščen. Ne rečem, da v Masterchefu ne uživaš, ampak še vseeno, v Masterchefu mora biti vse nekaj na hitro narejen. Ampak ko si doma, si bolj sproščen in vzameš si ga bolj v easy. Mislim, da te Masterchef dejansko stisne v kot, recimo, kakšen izziv tako, da se ti predstaviš, da ga ne bo skenilo, ampak te stisne v kot, narediš glih takrat najboljša. Se pravi, z nemogočega narediš nekaj wow. Od kje izhaja moja ljubezen do raviolov? Ja, pač, ko sem jaz prišel na gostinsko šolo, sem se prvič naučil rezančevo testo. Sem rekel, wow, to je pa res zanimivo, z tega lahko narediš ful stvari. In dejansko sem prvič probal raviole narediti, mi je bilo res noro, pač oblika mi je všeč, pa ta skrivnost, ker nikoli ne veš, kaj je noter, tako neko presenečenje. V bistvu moji načrti za prihodnost v kulinariki so tako, pač ja, želim si ostati v temu, ampak ne želim pa recimo cele dneve preživeti za štedilnikom, vse praznike, vse petke, svetke in tako naprej, ampak bi bil pa povezan s kulinariko, ampak moram še ful dobro razmisliti, na kakšen način. Najrajši pripravljam makrunse. Zakaj makrunse? Pač lani, ko je bil festival čokolade, sem si jaz rekel, lej, mora biti nekaj ful top, in sem rekel, lej, bom naredil čisto svoj recept za makrunse in mi nekako z enih 100 receptov sem jih zbral skupaj in sem res naredil en tak svoj recept, ki je res dejansko mi uspel. In na tega sem ful ponosen in pač to mi najrajši počnem. Ja, z veseljem zaupam svoj recept makrunsov, da bodo tudi ostali doma videli, da makrunsi niso tako bav in da jih lahko vsak naredi. To je to? Ja, zabavaš. The best.